priložnost, vse skupaj eno z drugim se je poklopilo, ampak ni bila tudi to lahka pot, veš. Jaz se spomnim tistih začetkov, ko v bistvu se v tujini v smutih že pisalo, ne vem, govorilo na polno, ko so recimo mene ljudje spraševali, kaj sploh je smuti, ne. In ko so dejansko ljudje mislili, da je to nek navaden sokac, ne, ki ga hočeš ti prodati kar za 2,90 €, ne, pač ne vem, zdaj blefiram ceno, ne. Ampak pač kaj zdaj oni grejo, v tem smislu, ko v bistvu smuti ni bil niti približno tako tretiran, kot je danes, ne. Ko se vseeno ljudje zavedajo, da to je tekoča hrana, ne, in da v bistvu to je obrok, ne. In da pač to je to, no. Kako je bilo? Mislim, na začetku niso spoznali. Zdaj me res zanima ta poslovna pot, ki je ponovadi vedno gre, ti štartaš nov projekt, si ful entuzijastičen, tebi dogaja itak na polno, ki ga štartaš, vidiš ful enih idej, možnosti, poti, kako bojo ljudje to vzeli za svoje, kupili, pa prideš tam, pa dobiš vprašanje, kaj to je, in točno to, ki si ti rekla, kva se pa oni grejo, a ne. In kako je šlo? Zanima me res, kako se, ne vem, tudi ti mogoče s tem soočila, pa pol, kaj so še kakšni drugi izzivi, ki so bili, a ne? Razumem. Ne, to so pač težke situacije, ne. Ker ti v bistvu, delaš negativno ali pa recimo s pozitivno nulo, ljudje sploh ne vejo, kaj to je. V bistvu zraven operiraš z robo, katera je z materialom, ki je pokvarljiv, ne. Se pravi, si ti odvisen od tega, da to prodajaš, ker ne moreš zaloge delati, ne. Zelenjava zgnila, ne, tako, In v bistvu so to situacije, ki moraš imeti po domače povedano jeklene živce, ne. Jaz dam kapo dol mojemu, se pravi Atiju, da je šel čez vse to. V bistvu, da se je soočil z izzivi, katerimi sem se jaz v veliko manjši meri, ne, kasneje. Ampak še vedno sem se, ne. Ker tudi po 3 letih še vedno nismo bili na taki točki, da bi lahko rekla, da je to bilo, ne. Money, sam pada. Točno to. In se pravi, jaz imam tudi zelo specifično ponudbo. Recimo, če pogledam že samo tortice, ne, se pravi, moje tortice so presne, spet marsikdo, ne, pa nočem karkoli do kogarkoli, ampak niti ne ve, kaj ta izraz zdaj pomeni, ne, kje šele bo recimo potem tako tortico kupil, kosi tortice. Ne vem, potem na primer produkti, ki jih prodajam, gledam, da so res, res kvalitetni, da so pač, ker so kvalitetni, imajo marsikateri tudi priznanja, zlata, srebrna, ker enostavno spet ne moreš ti prodajati take marmelade ali pa sirupa za isto ceno, kot so ljudje navajeni. Kupiti v Sparu, ki je zraven, ne, ker veva obadva, da rdeča češnja, tvoja lucerna, se pravi, v Holandiji zdaj super nova v Novem mestu, a ne. In tam je Spar zraven, a ne. Tam je marmelada za, koliko je, 1 € ali koliko je, ne vem, ker ne kupujem marmelad, pač, ki jih večinoma dobivam od babic in pa še od Urše in tako naprej. Ampak ima marmelada eno ceno in pri tebi si rekla, je druga cena, ne, in kako zdaj... In zdaj treba pač ti ljudem v bistvu približati oziroma nasploh, kar je meni cilj, dolgoročni cilj, ne. Ne, da jaz ljudem, ne, to je pač v bistvu cela filozofija, ne, moja. Ne, da jaz ljudem vsiljujem neke produkte moje, pa na vse viže se trudim, lejte, to je res najboljše. Ne, meni je cilj, da se ljudi osvešča in da ljudje sami pridejo na to stopnjo, da njim ni problem oziroma da si želijo moj produkt. To je meni cilj, ne. In da ljudje v bistvu, da se spremeni ta slovenska mentaliteta, ne,
v bistvu nočem biti karkoli, ampak naprimer, boš, kar povej. Povem, ne, da naprimer za dober avto, ne, ni problem da denar, ampak ko pa pride do hrane, pa dajmo mi zdaj šparati na vse možne načine. Ne. In meni je žalostno, ker v bistvu je tudi toliko pomembno, res kaj vase vnašaš, da bi mogla biti to zadnja stvar na spisku, na kateri bi se šparalo. Ne. Govorim pa za ljudi, ki sploh imajo možnost, ne, v bistvu v teh okvirih krmart, ne, ker pač veliki ljudi, ki nimajo te možnosti niti ne. In so primorani pač ne. Ampak tako je to, ne. In, eno idejo so dobil, da, ki si tu zdaj rekla, ne, da želiš jim približati mogoče, da vidijo, da ljudje začnemo dojemati, da kvalitetna hrana oziroma kar daš vase, a ne kvaliteta tega, da je to investicija dejansko. Ja, definitivno. To je vse, Vojarni, točno te besede. Bravo. Jaz si želim, da ljudje tako razmišljajo. Evo, da vsaka stvar, ki jo da vase, lahko njegovemu zdravju škoduje, lahko pa njegovo zdravje izboljšuje. Ne. In tako kot si ti rekel, to so investicije. Ne. In kam boš investiral najprej, če ne vase? Ne.